Spoštovani, pozdravljeni. V smislu nadaljevanja podaje objektivnih informacij v zvezi z primerom odzema govedi na kmetiji v Leskovcu pri Krškem bom pojasnil postopanje inšpekcije Uprave za varno hrano, veterinarstvo pa varstvo rastlin v dotični zadevi. Spomnimo, UHVR je 10. novembra 2024 prejela prijavo v zvezi z zaščito živali na omenjenem kmetijskem gospodarstvu. V okviru inšpekcijskega nadzora je uradna veterinarka na to 14. novembra 2023 odvzela živali do tedanjemu skrbniku, za kar je na to izdala tudi odločbo. Po pritožbi na odločbo strani zavezanca je drugostopenjski organ odločil v korist zavezanca, in sicer, da se stranke ugodi, ter se ustna odločba na zapisnik odpravi, zadeva vrne prvostopenjskemu organu v ponovno odločanje. Predtem je inšpekcija uvedla in tudi zaključila izvedbo izredne verifikacije uradnega nadzora na področju zaščite živali na območnem uradu Novo mesto. Samo poročilo v zaključkih komisije o izredni verifikaciji smo objavili kot obvestilo za javnost na naši spletni strani. Komisija je ugotovila, da je v postopku nadzora pri zavezancu prišlo do neupoštevanja in kršenja temeljnih načel zakona o splošnem upravnem postopku, zakona o zaščiti živali glede pristojnosti organov ter kršitve določil zakona o veterinarskih merilih skladnosti glede zagotavljanja sledljivosti pri premikih živali, ter tudi specialnih določb upravnega postopka glede izreka ustne odločbe na kraju samem in njenega pisnega odpravka. Komisija je podala oceno učinkovitosti uradnega nadzora kot neučinkovit. V odzivnem poročilu strani območnega urada na zaključke komisije je bilo odločeno, da gre za individualno naravo nepravilnosti in nesistemske napake odločanja v postopkih na območnem uradu. Inšpekcija je na to na podlagi zaključkov te izredne verifikacije uradno veterinarko dne 20. decembra 2023 izločila iz nadaljnega vodenja inšpekcijskega postopka in za vodenje dotičnega postopka določila drugo uradno osebo oziroma uradnega veterinarja. Uradni veterinar je na to dne 17. januarja 2024 stranki izdal in vročil novo odločbo. Namreč v ponovnem postopanju oziroma postopku odločanja so bila ugotovljena neskladja oziroma je bilo ugotovljeno, da stranka nima zagotovljenih ustreznih pogojev za rejo živali. Zato je uradni veterinar izdal ureditveno odločbo z izrekom, da mora imetnik oziroma zavezanec prvič urediti mesto, ki bo nudilo zaščito živali pred neugodnimi vremenskimi razmerami za govedo, ki je nastanjeno izven objektov, ter suho mesto za počitek za vse živali. Dodatno tudi, da mora urediti površine na mestu krmljenja in napajanja živali, da se onemogoči zadrževanje meteornih vod in prekomernih količin iztrebkov živali, da mora zagotoviti možno ločeno namestitev bolnih, poškodovanih in onemoglih živali v prostorih s suhim in udobnim nastiljem. Ter da mora zagotoviti živalim stalen dostop do čiste vode za napajanje ali pa jim omogočiti napajanje najmanj 2-krat dnevno. Rok za izvedbo naštetih odrejenih ukrepov v izreku odločbe je bil 7 dni po vročitvi odločbe. Odrejeno je bilo tudi, da mora zavezanec v odpravljenih nepravilnosti takoj obvestiti uradnega veterinarja, ter da ko uradni veterinar na zapisniku ugotovi, da so pogoji reje na gospodarstvu v skladu z odrejenimi ukrepi, da se lahko živali, ki so bile odzete 14.11.2024, ponovno namestijo na gospodarstvo. Odrejeno je bilo tudi v stroških v povezavi z ureditvijo odrejenega in sicer, da stroški povezani z ureditvijo bremenijo stranko v postopku. Odločba je bila izdana in uročena isti dan, ta dan, torej 17. januar 2024,
se je tudi že izvedel pregled strani uradnega veterinarja z namenom preverbe, ali se pogoji za rejo na gospodarstvu izpolnjeni, kar se je tekom nadzora tudi potrdilo in se je dovolilo, da se živali lahko ponovno namestijo na gospodarstvu oziroma pri rejcu. Predvideno je bilo, da bo govedo oziroma vse vzete živali, da bojo vrnjene še ta teden. Do danes je bilo vrnjenih 13 glav goveda, za ostale živali pa je plan, glede na današnje vremenske razmere, da se vrne takoj, ko bo mogoče, predvidoma v začetku naslednjega tedna. Vse živali so po novem tudi skladno označene. Živali so pred transportom pregledane, ugotovitve so zapisniško evidentirane, glede zagotavlja identifikacije živali in primernosti za transport. Uradni veterinar je pa prisoten in ugotovitve evidentira tako na mesto natovarjanja kot na mesto raztovarjanja živali. Za objektivno oceno zdravstvenega stanja vseh živali pa bo izdan poseben sklep v določitvi izvedenca. Stranki bo dana seveda možnost, da se izjavi o tem, kdo naj bo izvedenec. O ostalih stroških nastalih v postopku oziroma o stroških oskrbe živali in prevozov bo uradni veterinar odločal naknadno v nadaljevanju postopka za izdajo posebnih sklepov. Uradni veterinar pa bo po uradni dolžnosti presojal tudi o uvedbi prekrškovnega postopka zoper zavezanca v zvezi z kršitvami zakonodaje z področja dobrobiti in identifikacije živali. Glede uradne veterinarke, kot že omenjeno, na podlagi zaključkov izredne verifikacije je bila sprejeta odločitev, da se uradna veterinarka izloči iz vodenja konkretnega inšpekcijskega postopka. Nadaljni postopki v zvezi z uradno veterinarko so bili izvedeni v skladu z veljavno delovno-pravno zakonodajo. Javni uslužbenki je bilo izdano opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Prav tako je javni uslužbenki bilo sklepom odrejeno drugo delo izven področja dela inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, tako da do nadaljnega ne bo več upravljala inšpektorska dela. Hvala. Hvala lepa. Je gospod na voljo za vprašanja. Prosim, da navedete medij, da se predstavljate, navedete medij. Naša boža doktorje, a mi lahko da poveste, kaj narobe, kaj bi pravzaprav morala narediti in ali ste vpoklicali na zagovor in kaj povedala, ne vem, gospod Bran, zakaj je to pač počela? Ravno zaradi tega, ne, da se ugotovi, kakšna so neskladja v postopanju uradne veterinarke, je bila odrejena za sklepom izredna verifikacija. Za sklepi uredne, oziroma sporočilom te komisije izredne verifikacije je bila seznanjena in se je z njo tudi pogovorilo. Prvič direktorica območnega urada in tudi višje vodstvo. Zdaj, poročilo glede izredne verifikacije je bilo objavljeno, je jasno. Zakonodaja, ki je bila kršena, je relativno obsežna. Tako od postopanja v postopku glede bom rekel, ugotovitvenega postopka do izdaje aktov in nasplošno postopanja v postopku. Zakon v splošnem upravnem postopku so bila temeljna načela kršena. Je imela še več takih grehov? Prosim? Je imela še več takih grehov ali samo v tem primeru tako? Ja, glede na odzivno poročilo strani območnega urada, oziroma bolj konkretno direktorice območnega urada Novo mesto, ki je imela nalogo tudi preveriti širše, oziroma odločiti, ali gre za sistemsko ali individualno napako, se je ugotovilo, da so bili tudi drugi takšni primeri. Glede vodenja postopka, ne glede rezultatov, ampak glede načina vodenja postopka so bili podobni primeri. Ja.
ste dali kakšno prijavo, glede na to, da pač očitno naredila neko škodo, ne, tem kmetom ali ne vem, na policijo, tožilstvu ali ni zrelo? Glede odškodninskega ali pa škodnega zahtevka, v tem, mi nismo prejeli nobenih zahtevkov, kakšnih ovadb ali v smislu, ne razumem čisto točno, kaj ste imeli v mislih, ampak... Mislim, glede na to, da pač očitno je kršila, ne vem, do zakonov ali kaj, ne vem, ali kakšen interes, da je to počela, da je bila s kakšnim društvom, ne vem, zdaj pač, ne vem, jaz posega, ne, ali je sam ubiva. Ja, vse ravno to, ne, jaz tukaj ne bi špekuliral, to kar ste vi podali, ne, ampak že samo dejstvo, ne, kar sem vam povedal, da je dobila opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, je jasno, da so bile kršene pogodbene zahteve in da je bila sankcionirana. Se vam ne zdi, da bi mogel tudi tukaj kdo odstopati, glede na to, da se pod vašim to dogaja? Odstopiti kdo? Ja, ne vem, vodstvo. Ne. Pa je tako diskriminirano, da ti mogačno predova Slovenija. Koliko približno tako primerov, da so ugotovljene nepravilnosti pri postopkih, da se bo pa različni uspeh? Ja, moramo ločiti, ne, tukaj gre za prvi tak primer, ne, tok hudih kršitev. Ne. Mi govorimo tukaj o kršitvah postopkovno, recimo, da niso akti forme predvidene z zakonodajo kot primera. Ne. Ti primeri se dogajajo, se tudi dnevno odpravljajo, namreč dnevno se pregledujejo tudi akti, ki so v izhodni pošti, tako da se pač poskuša odpraviti te napake. Te napake se dogajajo, ampak nimajo bistvenih vplivov na sam postopek in, kot pravim, tak postopek, ki je bil sedaj, je prvi in edini. S tako hudimi posledicami. Ja. Meni, da bi prišlo do takih kršitev postopka, v primeru, če bi bila gospa na terenu sama, brez članov določenih skupin? Tega ne morem komentirati. Sploh ne razumem vprašanja. Ne. Ja. Ampak ona je samostojna pri odločanju. Tako da ja, ampak ja. Ja. Težko se opredelim, kako bi postopala ob predpostavki, ja. A gre res za prvi primer, da so se živali prav vrli? Ja. Za tak primer živali namreč, mislim, to je prvi primer, ki smo ga imeli do zdaj za tako hudimi kršitvami. Ja. Kaj drugače se da opozorilo, pa tako, kaj zdaj... Tudi to je možno. Ja. Tukaj se zdaj ne bom opredelil, kako bi ona morala takrat postopati. Je pa jasno, da je bil postopek vrnjen v ponovno odločanje in je veterinar skladno postopil tako, kot je zdaj. Ma pa uradni veterinar v takih primerih ne skladi na gospodarstvu več možnosti. Ne. Ena izmed njih je recimo, da da opozorilo po zakonu o inšpekcijskem nadzoru in potem mora določiti tudi rok odprave, ne, seveda stranko seznani, kakšne so nepravilnosti, kaj je treba odpraviti in poda roka. Ne. Ti roki so lahko relativno kratki, nekaj dni in potem stranka odpravi neskladje. Če ga ne odpravi neskladje, sledi ureditvena odločba. Lahko pa izda po zapisniku, na katerega ugotovi neskladja, tudi naknadno ureditveno odločbo za odpravo teh neskladij. Odzem skrajen, ne? Odzem je pa skrajen ukrep, ja, tako. Preuranjen v tem primeru inšpektorica, kako? Druga stopnja je odločila in vrnila na ponovno odločanje. Uradni veterinar v ponovnem postopku je odločil drugače. Ja. Kam ste podali te krave, glede na to, da so poškodovane, umazane, bolne, eno ima, ne vem, bulo, ali je bilo poskrbljeno primerno za njih, ali je bilo tudi vse narobe? Ja. Mislite zdaj ob vračanju? Ne? Ja. Te živali so bile veterinarsko oskrbljene. Tako.
Na teh posestih, tako. Na teh posestih so bile živali večkrat pregledane s strani uradnih veterinarjev in tudi veterinarjev praktikov. Tudi pred samim vračanjem oziroma transportom teh 13 živali so bile pregledane strani veterinarja. Ta žival, ki omenjate z bulu, je tudi bila veterinarsko pregledana strani veterinarja praktika, oskrbljena. Ocenjeno pa je bilo, da je ta bula gre za hematom, ki je po oceni veterinarja praktika starejši, ni svež hematom in se predvideva, da je bil prisoten hematom že pred prvotnim natovarjanjem ob odvzemu, glede na stanje hematoma. Je pa bila žival oskrbljena veterinarsko. Tudi za vse ostale živali bo pred natovarjanjem iz trenutnih namestitev bojo veterinarsko pregledane, prisoten bo uradni veterinar tako pri natovarjanju na začetku in tudi na koncu na gospodarstvu bo ponovno prisoten uradni veterinar in pregleda vse živali. So začasni rejci ustrezno skrbeli za to govedo, glede na tudi prišlo tudi nazaj umazano, poškodovano. Vemo, da so bile tudi v društvu nekatere živali nameščene, a so ustrezno bili izbrani te skrbniki? Glejte, skrbniki so bili izbrani tekom nadzora uradne veterinarke. V tistem času se je odločila za te lokacije in se je odločila na osnovi, bom rekel, zgodovine in primernosti lokacije za namestitev teh živali. Zdaj, glede pogojev je bilo preverjeno z naše strani na vseh lokacijah pogoje in so pogoji nastanitve bili primerni. Kako pa ocenjujete to govedo, ste videli včeraj? Jaz se težko opredelim, oziroma mi se težko opredelimo zdaj na osnovi teh posnetkov o stanju teh živali. Kot pravim, živali so bile veterinarsko pregledane, tako strani veterinarja praktika, kot tudi uradnega veterinarja, bile so primernega zdravstvenega in pa rejnega stanja in primerne za transport živali. Glede zdravstvenega stanja živali, vseh živali, koliko bodo sedaj vrnjena na gospodarstvo, se predvideva tudi z sklepom določitev izvedenskega mnenja za pregled vseh živali glede zdravstvenega stanja. Še kakšno vprašanje? Zdaj se najprej lepo zahvalila gospodu Kosu in pa vam za udeležbo. Želimo vam lep konec tega. Hvala. Hvala vam. Nasvidenje.